Zaradi padavin smo v stiku z avstrijskimi službami, z štajerskimi službami in smo po zagotovilih njihove pretočne hidroelektrarne niso imele vpliva na ta povečan volumen vode, ki sedaj teče preko Slovenije. Predvidevamo, da se bo ta vodna količina stekla preko Slovenije v 24 urah, tudi preko tega poškodovanega dela visokovodnega nasipa. O tem bo več povedala v nadaljevanju direktorica Direkcije za vode. Sicer pa so ostala območja v Sloveniji, ki so še pod vodo, ki so še poplavljena, predvsem ob sotočju Save in pa Krke. Sava ima še vedno velik pretok, okrog 2500 kubičnih metrov na sekundo, in sicer že upada, pa vendar to je pretok, ki je še vedno izredno velik. Krka pa se je ustalila pri okrog 280 kubičnih metrov na sekundo, kar sicer ne predstavlja ekstremno visokega pretoka, pa vendar zaradi efekta zajezitve odtoka na sotočju, zaradi visoke Save, je iztok Krke v Savo upočasnjen in se poplavna območja tam še ohranjajo. No, druge po državi pa k sreči reke upadajo, se vračajo v svoje struge. Danes popoldan pa zaradi predvidenih neviht, ki nas bodo prešle v naslednjih urah, predvsem zaradi ranljivosti terena ob nedavnih poplavah, pričakujemo tudi težave z zastajanjem padavinske vode na več območjih, tudi na območjih, kjer to ni običajno. Lahko pride tudi do hitrih porastov manjših hudourniških vodotokov na vseh območjih, ki so bila v preteklih dneh, kjer so bile te poplave v preteklih dneh, torej na Gorenjskem, na Koroškem, v osrednji Sloveniji, okolica Ljubljane, tudi v Pomurju in kasneje proti večeru tudi na Dolenjskem. Hvala lepa. Hvala lepa. Z nami bo še direktorica Direkcije za vode. Ja, lep pozdrav še v mojem imenu. Tudi vodarske službe, torej Direkcija Republike Slovenije za vode in pa naše vodarske, gospodarske javne službe so še vedno v popolni aktivaciji in na terenu. Preko, ne glede na merjanje vodotokov, so bile še vedno potrebna te ukrepi, intervencijski ukrepi za vzpostavljanje pretočnosti strug. Na vseh teh območjih se prožijo plazovi, ki zahtevajo interventne ukrepe. Hkrati, kot je bilo rečeno, je še vedno preko noči naraščala Sava v spodnjem toku, kar je pomenilo določena razlivanja. Tudi tam so bili potrebni seveda interventni ukrepi. Najbolj kritično pa je bilo že prej omenjeno območje nasipov vzdolž Mure. Zvečer je popustil namreč del nasipa, dobrih 10 metrov, in ne glede na, bom rekla, vse napovedi strokovnjakih in drugih, so se vodarji, torej Direkcija za vode in pa gospodarske javne službe, celo noč borile z tem delom nasipa, prenašale vreče in materijale in potem skupaj z pomočjo Slovenske vojske, helikopterja, smo tudi ta del nasipov na Muri bil uspešno saniran. Tako da zdajle v tem hipu so nasipi na Muri funkcionirajo in spremljamo, smo pa pojačali, bom rekla, kontrole in dežurstva vzdolž nasipov na Muri, na teh mestih, kjer bi lahko bili nasipi deloma nižji ali pa manjkajoči, in se povezujemo uspešno aktivno z štabi civilne zaščite, tudi glede ukrepov in glede funkcioniranja na tem terenu. Kot rečeno, namreč Mura bo še visoka na tem območju, še 2 uri bo rahlo naraščala, potem pa pričakujemo, kot je gospod Polajnar že omenil, da bo tam visoka še 12 ur in potem res počasi upadala. Torej 48 ur računamo na Muri še aktivnosti
in upamo, da bomo še naprej tako uspešni. Tako da to je to. Hvala. Zdaj bo prišel še gospod Srečko Šestan in preden pride, naj povem, da bo tudi spregovoril, kako lahko pomagate. Jutri bo zaživela posebna aplikacija, kamor se bodo stekale vse informacije o pomoči, ki jo želite ponuditi. Prav tako pa lahko že zdaj na spletni strani gov.si poševnica poplave spremljate aktualne informacije in tudi kako ravnati v primeru poplav ali plazenja. Gospod Šestan, izvolite. Hvala lepa. No, da ne pozabim, bom najprej dodal še tukaj na to informacijo, ki jo dala Petra, glede ponujanja pomoči tako v fizični sili kot v strojni opremi in drugih možnostih. To nalogo smo dodelili regijskem štabu Notranjske in Obale, zato da razbremenimo te, bom rekel, delavce, ki delajo tukaj v podpori štabu. Bo narejena posebna aplikacija, ki bo zaživela jutri, v katero bo lahko vsak ponudil in si seveda bo v naboru v tej aplikaciji si izbral artikel, če smem temu tako reči, ali aktivnost, ki jo ponuja, in potem ponudil, in mi bomo iz te aplikacije imeli direktno povezavo tudi do tistih, ki pomoč potrebujejo, do tistih terenov, in seveda bo to urejala, tako kot sem rekel, ta dva štaba z svojimi delavci oziroma z člani, tako da bo to razbremenilo te ljubljansko lokacijo in pa seveda tudi ostale. No, jaz bi pa rad dal nekaj informacij, nekatere so slabe, nekatere so, hvala Bogu, dobre. Izpostavil bom dve območji, predvsem pa tretjega se bom tudi dotaknil, ki ga je Neža povedala. Dve območji, tisti, ki so nekako najbolj zaradi same dostopnosti kritična, to je Koroška in Zgornja Savinjska. No, na Koroškem je treba povedati, da je bil ponoven preizkus za preboj do Črne jalov ali pa bom rekel neuspešen. Še naprej se išče način in pot, kako priti bom rekel, po tleh na Koroško. In verjamem, da jo bomo najdli, jo moramo najti, če ne bomo naredili na novo. Je pa seveda tukaj treba povedati, da zračni most deluje. Tukaj nimamo težav, še zmeraj imamo na razpolago 6 helikopterjev, tako z policije 3 in Slovenske vojske 3, in ta prevozi nujne opreme in potrebe se zadovoljujejo na ta način. Mobilna telefonija na tem območju kljub nekaterim informacijam, da ne deluje, sicer ni to naša stvar, ampak je pa velika, bom rekel, pridobitev oziroma veliko pomen ima za tiste prizadete ljudi in te komunikacije potekajo. Tudi naš štab na Koroškem smo ojačali z ljudmi iz drugih krajev, tako da imamo zdaj posebnega, bom rekel, pooblaščenca za Koroško, tam za ta predel Črne, in z njim smo stalno na kontaktu, tako da bomo tudi, ko bomo prebili te, bom rekel, te poti po tleh, lahko zelo hitro ali pa takoj ukrepali. No, nekaj ljudi pa vseeno tam imamo, ki je včeraj uspelo, videli ste v različnih prispevkih tudi nekaj opreme Slovenske vojske in vojakov smo tam premestili, tako da ti seveda delajo, ampak za tisto območje je to vse premalo, to se vsi zavedamo. No, Zgornja Savinjska, cesta v Luče, po vseh zagotovilih in po upanju naj bi danes bila nekako usposobljena, kar pomeni, da bomo imeli povezave tudi z zgornjim delom te Savinjske doline. Ureja se tudi vodovod Mozirje, Nazarje in pa Rečica v Savinji, tako da sem prepričan, da bodo tudi to uspeli. Še zmeraj po potrebi, po izraženih seveda potrebah pošiljamo gor agregate in vse drugo, kar je potrebno, zaenkrat večinoma spet z zračnim mostom, ampak ne glede to gre. No, da se dotaknem še teme, ki je Neža izpostavila, nasip in na Muri. No, včeraj smo že zvečer, ali pa rekel pozno zvečer ob 11. poskušali, da bi pomagali s helikopterji Slovenske vojske. Pripravili so celo 2 kugarja, ampak vremenske razmere niso dopuščale in smo čakali, dokler se je to, bom rekel, uredilo, in zjutraj je en helikopter, eden je dobil potem drugo nalogo, prišel na pomoč. Seveda smo imeli nekaj težav, ker so bili tisti, bom rekel, betonski bloki, ki smo jih imeli tam, ali pa so jih imeli njeni koncesionarji, malo pretežki, ampak so najdli zelo hitro, pohvalno, malo lažje te betonske bloke, tako da jih je uspel helikopter, seveda s delavci na tleh, pozložiti in nekako seveda z drugimi še vrečami dodatnimi zapolniti, tako da je ta izpust bil, bom rekel, vsaj zasilno
urejen. Ne glede na to, pa smo seveda preventivno izvedli evakuacijo v 3 naseljih, tam na tistem območju, in sicer Dolnja Bistrica, Hotiza in Kot, in v 3 naseljih dolvodno smo pa seveda naredili preventivno, odnosno priprave na evakuacijo, kar pomeni, da so ljudje bili še zmeraj doma, ampak v nekem pozornem stanju, je pa Gaberje, Benica pa Petanjci. Seveda govorim o evakuaciji tistih delov vasi, ki so med cesto in Muro, tako da ne gre za cele vasi. No, še eno stvar smo naredili po seji štaba, ki smo jo imeli ob 10. uri, pripravili smo, bom rekel, zaprosilo ali pa obseg zaprosila za mednarodno pomoč. To je šlo zdaj v kabinet predsednika vlade, predlagali smo 2 poti. Ena pot je en del, kar se tiče helikopterjev, pa bom temu rekel pešadije, bomo tudi zaprosili po tej komunikaciji vojska vojski. Ostalo opremo strojno, pa tudi mostove, bomo zaprosili montažne mostove, bomo pa zaprosili, verjetno predlagali smo preko mehanizma civilne zaščite Evropske unije, tako da bo tukaj, če bo pa tukaj odziv ne bo tak, kot si ga želimo, bomo pa še preko bilateralnih sporazumov. Tako da sem prepričan, da bomo v doglednem času to opremo dobili, da bomo lahko, seveda vsa ta oprema smo tudi zaprosili, seveda, da ima tudi zraven upravljavce, strojnike, ker na teh strojih seveda tudi mi nimamo, bom rekel, te možnosti. Toliko, hvala lepa. Morda samo še dopomnim, pomoč, ki se bo začela jutri prek posebne aplikacije zbirati, pomeni tudi za vse tiste, ki želite fizično pomagati, torej kot delavci. Trenutno naj še nihče ne hodi na teren, razmere se niso takšne, da bi lahko hodili po terenu in pomagali tistim, ki to potrebujejo, čeprav je tukaj v Ljubljani sonce, se obeta še nevihta, tako da razmere še niso primerne, da takoj odidete na pomoč kot prostovoljci. Zdaj pa res vprašanja še, ostala novinarska. Gospod Šestan, potem ravno v zvezi z temi delavci, ki jih je pravkar Petra omenila, se pravi, kakšno vrsto delavcev pa boste potrebovali, oziroma za navadno čiščenje, oziroma kaj boste potrebovali? No, gledajte, gre tukaj seveda, sami vidite, da je obseg tega dogodka zelo velik in jaz sem prepričan, da bomo potrebovali veliko ljudi, ki bi bili sposobni ali pa usposobljeni pomagati, izvajati predvsem ta enostavna dela. Mi seveda po tej poti ne pričakujemo nekih specialistov, specialiste bomo že sami iskali ali pa prosili za njih, tudi morda po tej poti, da se bo kdo prijavil kot specialist za neke dejavnosti ali pa neka dela. Tako da vsi, ki bodo se ponudili, ne morem zdaj reči, da bodo takoj uporabljeni, ampak ta aplikacija in ta, bom rekel, baza podatkov nam omogočila, da bomo pa recimo čez 10 dni lahko nekoga poklicali pa rekli, da če lahko pride pomagati. Tako da v tem smislu je to stvar, ki nam bo jutri, bom rekel, zaznana in da jaz verjamem, da bo nam veliko pomagala. A to bo potem organiziran prevoz? No, tukaj bo tudi v tej aplikaciji bo tudi ta, bom rekel, podatek, ali potrebuje prevoz. Seveda bo naša želja in tudi, ne bom rekel, zahteva, da so vsi ti, ki bi radi pomagali, samo zadostni vsaj tistih en dan, ko bodo prišli pomagati. Ker da bomo mi dali, recimo zdaj se zmišljujem, v Črno pomagati 300 ljudi, pa bomo Črni rekli, zdaj morate pa tem 300 ljudem še kosilo skuhati, jaz mislim, da to ne smemo narediti. Zdaj, mogoče samo, da dopolnim še Marta, jutri bo tudi posebna novinarska konferenca, zadolžen za to aplikacijo Sandi Curk in jutri bomo imela posebno novinarsko prav na to temo, ko bo zaživela, da bodo vsi vedeli, kako ravnati. Tako je. Danes je samo najavljamo, Ja. ker pravijo, da nekateri, da ne deluje ta drugi mail, tudi mi imamo veliko težav in dela, zato za razumevanjem prosimo, da imate razumevanje, jutri zaživi aplikacija, predstavimo na posebni novinarski konferenci. Hvala. Še eno vprašanje imam. Videla sem, da je župan Dravograda napisal javno pismo, da prebivalcem Koroške delodajalci omogočijo, da obnovijo svoje domove. Kaj pa to pomeni pravzaprav? To boste mogli njega vprašati, ne vem, kaj mislite, niti vi, niti kaj je župan mislil. To pomeni, da ne bodo več hodili v službo, oziroma dokler ne bo obnovno. Glejte, ne sprašujte to mene, prosim. Še kakšno vprašanje morda? Vem to, da je edina z nami Marta, razboršek z Televizije Slovenija.
Če ni, se vsem zahvaljujem. Danes še previdno, vsem vas bomo pa sproti obveščali. Tako da hvala za razumevanje in uspešen, srečen dan. Tantum Verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.